nek način bi izpostavila to tematiko, s katero se tudi sama veliko ukvarjam in pa tudi zelo rada ukvarjam, to je zagotovo pridobivanje oziroma prijavljanje projektov, raznih projektov na evropske sklade oziroma kohezijski sklad. Moram reči, da je naš seznam teh projektov, ki so bili uspešno prijavljeni oziroma so uspešno prijavljeni, vedno daljši, številke pa vedno bolj spodbojajoče. Trenutno se gibamo na okrog 17 milijonov evrov in že z nestrpnostjo pričakujemo sklepe za te nove razpise oziroma prijave, ki smo jih oddali v jesenskih mesecih, predvidoma pa naj bi prispeli nekje v mesecu marcu. S tem smo dokazali, da smo z mestno upravo v tem trenutku sposobni voditi tudi najzahtevnejše investicije in pa druge mehke projekte, ki jih je pač možno izvajati v dobrobit mestne občine Maribor. Da samo omenim nekatere najzahtevnejše, zagotovo vodi lutkovno gledališče, ki bo zaključeno v letu 2010, potem Ljudski vrt, Naskov dvorec, kjer smo v tem trenutku izbrali izvajalca gradbenih del. V mesecu decembru bomo z gradbenimi deli tudi pričeli, ker nas tukaj preganja čas, projekt mora biti namreč zaključen do konca septembra 2009. Potem je tukaj obnova karantene, projekt je zaključen, opravljena je bila tudi zadnja kontrola strani službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko in še v tem letu pričakujemo tudi tisto končno plačilo situacije. Potem smo v letošnjem letu zaključili tudi projekt regionalnih kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga je mestna občina Maribor prijavila skupaj z ostalimi občinami, torej v okolici Maribora, in ga uspešno zaključili, in pa še seveda številni drugi. Nenazadnje smo tudi prijavili projekt glede opreme knjižnice v Kamnici in pa tega kulturnega doma, ki ga v tem trenutku v Kamnici tudi obnavljamo. Moram reči, da zelo dobro sodelujemo tudi z Avstrijo, z mestom Gradec in pa Celovec. Skupaj z njimi smo pripravili dva projekta, in sicer City Network in pa projekt e-boost, kjer je torej za avtobuse na okolju prijazno energijo, torej na električni pogon. In ravno za ta dva sklepa, kot sem omenila, pričakujemo odločitev nekje, oziroma ta dva projekta pričakujemo odločitev nekje v mesecu marcu. Zelo dobro pa sodelujemo tudi z mestom Varaždin na Hrvaškem. Skupaj z njimi smo prijavili projekt City Volunteers, ki bo na nek način priprava tudi volonterjev in pa drugih športnih organizacij in pa tudi kulturnih pred prihajajočima projektoma Evropska prestolnica kulture in univerzijada, kjer v sklopu tega želimo tudi pripraviti te organizacijske vidike obeh projektov, ki sledita in sta seveda iz vseh vidikov velik zalogaj. Ne morem tudi mimo tega, da smo v letošnjem letu izvedli torej reorganizacijo mestne uprave. Izkazala se je za pravilno, v nekaterih primerih stvari sicer šepajo, ampak te stvari se dajo popraviti, v vsakem primeru pa je bila reorganizacija prava odločitev in pa tudi v pravem trenutku. Izdelujemo oziroma izdelan je občinski program varnosti, ki ga bo v kratkem obravnaval mestni svet, in je tudi v bistvu podlaga, da skupaj z ostalimi občinami, mislim, da jih je v tem trenutku 18, ki so izrazile podporo, ustanovimo skupno medobčinsko redarsko službo, ki je po zakonu obvezna v mestni občini Maribor, jo imamo, v ostalih občinah je ni, in na ta način tudi potem pridobimo 50% sofinanciranje se strani SVLR-a, ker gre tukaj v bistvu za združevanje nekaterih nalog po zakonu o lokalni samoupravi in to možnost lahko izkoristimo. Potem smo dobili tudi uradno potrditev strani SVLR-a, da lahko ustanovimo medobčinski urad za varstvo okolja, ki bo prav tako 50% sofinanciran strani države, v bistvu po enakem postopku oziroma v enakem okviru, kot že deluje sedaj v tem trenutku medobčinska inšpekcijska služba.
Tečejo tudi priprave projektov za celovito oskrbo severovzhodne Slovenije s pitno vodo. To je tudi projekt, ki se dejansko izvaja skupaj z ostalimi občinami. Tudi obnova kanalizacije je takšna. Moram reči, da je mestni svet v letošnjem letu že tudi sprejel odlok o mladini v prvem branju. Tega pripravljamo v okviru Urada za kulturo in mladino, ki smo ga tudi z reorganizacijo ustanovili. Pripravljamo oziroma izvaja se pregled vseh odlokov veljavnih v mestni občini Maribor in pa drugih aktov, ki jih je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo. Če omenim še z področja šolstva, v letošnjem letu smo predali v svojemu namenu nadomestni objekt vrtca v Kamnici, ki je do otvoritve v bistvu deloval v 120 let stari hiši, objektu, ki je bil dotrajen. Potem se je letos zgodila tudi adaptacija osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor, sicer zaradi tega, ker se je v tej šoli priključila osnovna šola Ivan Cankar, se pravi, da so vsi učenci že preseljeni na novo lokacijo. Pričeli smo pa tudi z dograditvijo šolske telovadnice in pa ureditvijo zunanjih površin osnovne šole Angel Besednjak. Ta investicija bo zaključena v letu 2009. Moram tudi reči, da smo v letošnjem letu na mestnem svetu sprejeli 18 odlokov o ustanovitvi javnih zavodov, se pravi osnovnih šol v mestu Maribor, od 21 zavodov, se pravi, da smo na pravi poti, da tudi vse te akte uskladimo skladno z veljavno zakonodajo. Še več stvari je, ki bi jih lahko naštevala, ampak smo s časom omejeni, pa tudi bi želela še predati besedo ostalim predstavnikom, tako da sem nekaj hvala.